In je na veliko razlagala, koliko se ne more odločiti, kjer obleko ne obleče za zvečer za en rojsten dan. In je 15 minut je bilo govora o tem, kjere kombinacije, in sem bil tako, o moj bog, a to mora zdaj cel svet pa Slovenija vedeti tam. In sem rekel, če to laufa, pa če to predvaja po televiziji, jebemo sunce, da so moje aktivnosti pa malo bolj zanimive. Divjak 365. Mim je 1 let in odločil sem se, da bom povedal par stvari. Par ključnih stvari. Ok, probam bom ful na hitro, da ne bom preveč dolgovezil. Ena najbolj ključnih stvari, ki sem ugotovil, sploh ko sem se z večjimi ljudmi pogovarjal, je bila ta, zdaj pa 1 let že mim, zdaj je pa to, ne? Ne, ni res, ni to. Fora je, ključna stvar tega projekta je, teh 365 dni ni vsak dan en za drugim. A veš, kako je bilo pri prejšnjem projektu. Ti se je imenoval, ko sem delal kot študent, projekt 365. Tam je bila fora, da sem vsak dan delal aktivnosti. En za drugim, pač brez prekinitve. Potem je bil tisti projekt meditacije, sem tudi vsak dan meditiral. Tukaj zdaj je pa številka 365 vezava na prejšnja 2 projekta, ker je to v bistvu nadgradnja v njih 2, pa združitev skupaj. Ampak ni pa vsak dan, ker je v bistvu nemogoče, da bi bilo vsak dan. Zakaj? Glih zato, ker so pač bistveno težje aktivnosti. A veš, recimo primer, najdaljša aktivnost, najtežja aktivnost je bila, ker sem za nov let naredil 2022 vojaških sklec ali pa burpeev. A veš, to sem delal 18 ur. Zdaj si pa predstavljaj, da imaš naslednji dan spet eno aktivnost. Ali pa primer, za rojsten dan, ko sem bil star 30 let, sem šel laufat 30 km. Kako bi naslednji dan delal spet aktivnost? Ja, ok, sej bi lahko, ampak naslednji dan bi bila taka bolj v easy aktivnost. In glih to je fora tega projekta, kle ni v easy aktivnosti. Pač vse, kar je sam smetana, sam tiste ta fine stvari, veš, tiste ta mačken težje, mačken drugačne, mačken bolj adrenalinske. Težko je v breg hoditi in govoriti, ne. Včasih malo pa do zraka ne pridem, pa sneg mi gre v učke. Zakaj nimamo trpalnice tako kot kamele, a veš, ki hodijo po puščavi, pa jim ne gre tisti puščavski pesek v oči. Lej, a ni lepo, kjera pravljica. Lahko, da bo teh 365 aktivnosti v obdobju, ne vem, 5, 10 let. Pač, jebem ti sneg za vrat. Nisem si hotel dati nekaj časovnega roka. Nisem se hotel obremenjevati s tem, kdaj, kako hitro jo moram narediti. Že zato, ker je ful dela s tem. Pač jaz sem videl že v projektu 365, delati vsak dan aktivnosti, beležiti vsak dan aktivnosti. In zdaj pridemo na naslednjo tematiko, to so pa recimo objave. Recimo vse te zadeve, ki jaz objavim, ne. Pogledam posnetke, naredim slike in pol naredim en tak čim bolj razumen opis, da je jasno in nekom, ki je recimo žena babica, ki je v penziji, in nekdo, ki je star 15 let, pa ki se ne ukvarja recimo z določenimi specifičnimi stvarmi, da je opis razumen. Zdaj tudi recimo razumem, zakaj imajo podjetja, ko imajo varianta marketing, vodja marketinga, ne vem kaj. Pač imam eno prijateljico, ki je v eni firmi v Sloveniji prav marketing, ki dela, in sem se z njo menil in v bistvu dela iste stvari. Mislim, pač druga tematika, ona promovira njihove artikle pa izdelke, ampak dejansko je prav delovno mesto sam za to, ne. Tako da pa veš, da je tukaj res veliko dela. In zdaj še ena stvar je pa obdelava pa snemanje videoposnetkov. Zdaj bom začel montirati videoposnetke izpred pol leta. Mislim, malo je zamika bilo. Po eni strani malo čudno, po drugi strani mi bo pa tukaj bolj zanimiv, ker sem že pozabil, kaj se je takrat dogajalo. In bo zdaj tukaj bolj zanimivo vse skupaj sestaviti pa zmontirati. Poleti enostavno nisem imel časa. Ful enih stvari je bilo, ful enih aktivnosti je bilo in nisem hotel sedeti za računalnikom pa klikati pa montirati, ker gre tudi tukaj precej cajta. In zdaj bo nekdo rekel, pa Divjak, zakaj pa ne rečeš komu ali pa plačeš komu, da bi ti to naredil? Dobra, tudi na to sem že pomislil, ampak je glih tukaj zanka. Jaz bi plačal nekomu, da mi zmontira, ampak tako, kot sem prej rekel, ful enih aktivnosti je povezanih s preteklostjo, s prejšnjim projektom, predprejšnjim projektom ali pa z, ne vem, z nečem, ki sem se ukvarjal v srednji šoli in jaz moram dejansko iti v arhiv,
imam 4 prenosne diske, že, gledati stare posnetke, da jih noter zmečem, da vse skupaj naredim malo bolj logično, malo bolj povezljivo, malo bolj razumljivo. In zdaj, če jaz nekomu dam, pa tudi če mu plačam, pa rečem, da mi zmonteri, ne bo tako dobro zmontiran, kakor če jaz montiram, ker vem, kaj hočem prikazati, ker vem, kje so posnetki, kaj hočem not dati. Pa tudi, če nekomu dam 4 prenosne diske, mislim, da se bo zgubil med vsemi posnetki. Tako da, primer, ki sem pa recimo že naredil, je bilo pa to, da sem plačal parim osebam, da so me snemale. Zakaj? Ker je nemogoče tam biti skoncentriran na aktivnost, ne vem, varianta, vem, da je bilo kickbox, pa gimnastika. Ne moreš ti gledati, kje je kamera, una kamera snema, kjer kot pokriva, una kamera tam tudi snema, kjer kot una pokriva. Istočasno se pa zbrati, zdaj grem rondat, pa stegeno salto, pa grem rondat 2 salte, pa grem salto naprej v rondatu, salto nazaj, pa grem rondat salta, salta, pa grem rondat premet, salta, pa grem salta naprej, v premet nazaj, v salto nazaj. Ne, ne gre. Veliko aktivnosti je, sploh te, ki so težje, so take, da moram biti zbran, da moram biti pri stvari. In rajš dam kamero drugim ljudem, lej, ukvari se, posnem čim boljš, kar lahko, pa bom pa že montiral. In pozabim na kamero, se osredotočim na aktivnost in gasa. Tako da dejansko sem to tudi naredil, no, in tako še kar v redu funkcionira. In zdaj še ena novost tukaj, oziroma nismo se še čisto odločili, je pa ta, da bi jaz v bistvu določene zadeve, ki se dogajajo na terenu, povedal tudi doma, iz sobe, iz stola ven. To se... Kako boš iz stola govoril, no? Joj. Fak, Divjak, daj malo celice, pražgi. Težava, ki se pojavlja, je ta, da velikrat, ko sem na terenu, glih to, sem ful skoncentriran na aktivnost, kar je okej, in nimam časa, energije, povedati vseh stvari, vseh ključnih stvari. In zdaj je padla ideja, da bi doma, v miru, v sobi, povedal vse ključne stvari, da bi bili videi majčkeno bolj kratki, pa mogoče, da bi bistvo povedal. Ampak, nočem pa zdaj biti, tako kot vsi moderni youtuberi in vlogerji, mislim, jaz se nimam ne za youtuberja, ne za vlogerja, ki sedijo v toplem naslonjaču, na stolu doma in lepo pridno komentirajo, debatirajo, tako da jaz sem bolj tako, bolj žvat, no. Mislim, ne čist direkt, ampak bolj tiste sorte. Dej me ven, dej me v naravo, lej, kaj se vse dogaja. Komentirati iz kavča je najlažji vedno, ne. Dvigant rit pa kaj narediti je pa malo drugače, ne. In nočem biti ta vrsta ljudi, no. Ampak najbrž ne bom imel veliko izbere. Zdaj le hoditi ni problem pa govoriti. Če bi mi rekel zdaj le pet na nož, ne vem, bordat ali pa smučkam bolj, pa nekaj povej, je že malo drugače. Če bi mi pa skakalnico postavil, pa rekel, daj nared, zdaj pa še salto smučkam, ker nisem v bistvu še nikoli, bi pa v bistvu spet moja glava, moj fokus bi bil čist druge. Ne na kamero, ampak na to, kako bom naredil, pa se ne poškodoval, recimo, primer. Najbrž ne bom imel veliko izbere, no, se pravim, zato ko je tukaj motečih faktorjev od zunaj, sonce, svetloba, sije direkt tako, da se nič ne vidi, veter piha, veš, se spet nič ne vidi, pol pade tema. Primer, ko sem plaval čez Bohinjsko jezero, jaz sem probal se spomniti, kako bom dihal, kako bo plavanje šlo, veš, tako malo sem se hotel v glavi pripraviti in kako bom pol pa še zdaj hiter kamero gor, pa nekaj povedati, pa vse ključne stvari povej. Ja, ne moreš. Pol, ko sem pa zaključil, ko sem pa plaval čez pa nazaj, pa lauf okrog jezera, je bila pa že tema. In pa spet, ko sem snemal, se spet nič ni videli in je vse skupaj kar nekaj od posnetka, ne. In dejansko je težko, no. Mislim, najbrž bom mogel nekaj, ne vem, nekaj bomo naštudirali, bomo videli kaj, pustimo se preseneti. To je en športni projekt, čist nekaj outside the box, nekaj čist unikatnega. Ne bom zdaj preveč v detalje tukaj šel, ampak recimo, da hočem sam za sabo pustiti eno hudo zgodbo ali pa nadaljevanko. Tako da, in to je Divjak 365. Vesel sem tudi, ker na podlagi tega sem spoznal že kar veliko novih ljudi, tudi to mi je ful všeč, ki se v bistvu preko tega zdaj, ne, YouTube, Facebook in ta socialna omrežja dejansko so koristna za to, ne, spoznaš sebe enake, tako da. Ok, to sem zdaj malo povedal, kaj se dogaja v ozadju, mogoče bolj te tehnične zadeve. Zdaj pa sam projekt pa športna aktivnost. V roku enega leta, oziroma enega leta pa še malo, je bilo narejenih nekaj čez 30
35 recimo. To se pravi, če gre s tem tempom približno naprej, 12 let. Čez 12 let bom to končal. Dobar, se po drugi strani se mi ne mudi, tako da easy. Drugače pa glih to, se ni fora čim prej to končati, čim prej narediti. V bistvu, da me motivira pa žene naprej. Se to je tudi v osnovi bil eden izmed razlogov, zakaj sem to zadevo sploh zaštartal pa začel. Če ne veš, tu se je rodila ta ideja, se je rodila v Dominikanski republiki. V glavnem, vizija, ena izmed vizij pa odskočnih desk je bilo glih to, se pravi, da imam neko stvar, ki me motivira, ki me sil, da gremo včasih ven iz cone udobja. In v bistvu lahko rečem, da mi to kar dobro uspeva. Mislim, do zdaj je šlo dobro. Načeloma nimam nekega plana aktivnosti, kaj bom delal, kako bom delal, pač sprot, kar vidim, da lahko, kar vidim, da mi neki izziv, zdaj pa, ali pa da se mi neka možnost odpre, neka vrata. Se zato en dober nasvet je bil, enkrat sem ga slišal, pusti vsa vrata odprta, ali pa vsaj priprta. Ne reči, tega pa ne bom delal, pa tega pa ne bom delal, pa to tudi ne bom. Zakaj? Čez par let bo mogoče se ti glih tako izkazali, da glih tisto, kar si takrat rekel, da ne boš, zdaj boš, ali pa bi lahko. Tako da načeloma se ne omejujem. Imam nek okviren plan, tudi za naprej zdaj. Imam neke želje. Bi jih lahko povedal zdaj, ampak jih ne bom. Zato, ko ponovadi je tako, da glih tisto, kar rečem, to pa bom, pa to bi lahko, pa ponovadi glih tisto podletim. Pa sem kar tako mal. Pa zakaj govorim, zakaj imam tukaj dolgi jezik? Zdaj bom pa tih. Imam vizijo, kako sem pripravil do te aktivnosti in pa jo bom pa sam naredil pa objavil in to je to. Kjer lep razgled, leto. Wow. Zakon. Res zakon. Ena izmed malenkosti, od kje imam jaz samozavest snema to, ki bom iskreno povedal. Enkrat sem bil nekje v eni čakalnici, nekje, ne vem kje, pa je bil po televiziji en show, en reality show iz Amerike, Kardashian se imenuje. Ene fine, zafnane gospodične, gospe, se nima veze. In je na veliko razlagala, koliko se ne more odločiti, kjer obleko ne obleče za zvečer za en rojsten dan. In je 15 minut je bilo govora o tem, kjere kombinacije in sem bil tako, o moj bog, a to mora zdaj cel svet pa Slovenija vedeti tam. In sem rekel, če to laufa, pa če to predvaja po televiziji, jebemo sunce, da so moje aktivnosti pa malo bolj zanimive. Pa tudi se mi zdi, pa tega nisem rekel, ampak bom povedal, kar si mislim. Inteligenca pri teh mojih aktivnostih je pa par stopenj nad tem. Leko so lepe smreke, še zmeram boljš to gledati. Ta smreka ne rab razmišljati, kaj bo oblekla. Lepa je tako ali pa drugač, veš, to je to. Zanimivo vsake toliko malo tako, kakšne take stvari videti, ker pa vidiš, da tukaj slabo ti pa spet ne gre. Zakaj bi si človek dal dereze gor, če jih imaš lahko doma v omari? Le to ono. Ok, še ena malenkost, ki nisem povedal. Sicer v zadnjem letu sem imel ene težavice, ki so kar krepko ovirale ta projekt. To pa je bilo, da sem imel v bistvu v telesu eno bakterijo, ki sem jo prinesel iz Dominikanske republike. Posledica je bilo neki abscesi, ki jih je bilo treba kirurško prerezati in ščistiti. In pol ene 2-3 tedne, da se je zadeva zacelila, zarastla. In pol je bilo en teden ok. In pa se je stvar spet ponovila na drugem mestu. Tako da je bilo kar malo težko, malo je boleli, nisem mogel tako stvari pelati, kaj bi hotel. Infektologi so odkrili težavo, vzrok, bakterijo, predpisali ustrezna zdravila in zadeva se je pozdravila. Sicer po pol leta šele, ampak dobro, lej. Vesel sem, da je zdaj, 3-krat sem šel na testiranje in 3-krat je bilo negativno, tako da sem vesel, da sem se rešil te zadeve. Upam, da tega v prihodnosti in podobnih zadev ne bo več. Nič, to je to. Zdaj bi pa lahko še v posameznih aktivnostih kaj povedal, ampak bom kar pokazal en video, en zmiksan video, divjak 365, prvih 30, 35, nima veze, dni tega projekta. Po enem letu seveda,